prej sva rekla o pogostosti te problematike alkoholizma. Kaj bi nekomu rekel, ki je v odnosu z alkoholikom? Kaj lahko sploh naredi kot prvi korak? Se ponovadi imajo napačne predstave, in grozijo, jokajo, to je cel sistem, ne. Se ga sramujejo na koncu, ga zaničujejo in vsega vraga počnejo. Alkoholizem bojo rešile slovenske ženske, ne moški. Če govorimo o moškem alkoholizmu, ki je še vedno v večini. Ko one dozorijo, je možnost rešitve. Alkoholik sam ne bo. Ne. So redki primeri, ki sam neha piti, ampak to še nič ne pomeni. Če neha piti, abstinira, ampak živi še vedno na ta način, razmišlja na ta način, kot je prej, in sam vprašanje, in temu rečemo jezni abstinent. Tako je Rugal rekel. In dostikrat žene tudi rečejo, boljše je bilo prej, ki je pil. Ker zdaj je tako zoporen, da se ga ne da več prenašati, ker mu nekaj manjka v življenju, ni tega nadomestil z drugimi smiselnimi stvarmi in potem trpi. Ne? In ker je trpi, pije pa nek, se je tako odločil, ali je trmast ali karkoli, in ali so neki drugi momenti, motivi, v zadju, vendar pa mu nekaj v življenju manjka in postaja zoporen, jezen. Ne? In ženske pravijo, boljše je bilo prej, ki je pil. Je bilo manj, razen če ni seveda agresiv, bil grozen. Kako bojo pa ženske rešile? Ženske bojo rešiti, se pravi, one morajo dozoreti. Ženske v tem, ne več prenašati samskih alkoholikov tako ne moč na ga vplivati. Samskega ni mehanizma, ker ni nekoga, zaradi katerega bi bil samski alkoholik pripravljen, se pravi, če si pa poročen, imaš ženo, imaš otroke. Je to še tista pomembna vez, ki je bolj pomembna v določenih momentih kot pa alkohol. In ko žena dozori, noče več tako živeti, pa čeprav ga ima še rada svojega moža, ampak vidi, da propada ona, otroci propadajo, da uničuje družino in tako naprej, potem se, ko dozorijo, to pa traja kar nekaj let, se odločijo, da noče več tako živeti, se zase odločijo in postavijo ultimat. Ultimat pa pomeni, da sporoči, ne to, da mu grozi, bom šla, ker to počnejo že leta in leta, pa nikoli ne gredo, ali pa gredo, pa se nazaj vrnejo. In alkoholik natančno ve, da to ni resno in čuti v sebi in pije naprej, čeprav obljublja, pa so te igre se grejo, nedogled grejo lahko, leta in leta se vrtijo. Ko pa dozori, da noče več tako živeti, mu sporoči samo svojo odločitev. Ultimat ne pomeni grožnje, ampak povem, kaj se je žena odločila in to ponavadi tako zgleda. Dragi moj Francel, jaz ne morem več tako. Pripravljen sem s tabo še živeti, ker te imam rada, vendar samo pod pogojem, da se greš zdraviti. Drugače odhajam. Z otroki verjetno in tako naprej. Ti se pa odloči, kaj boš naredil. Se pravi, žogica je na njegovi strani. On se mora odločiti, ali se bo šel zdraviti ali ne. Ker tako in tako ne more ona namesto njega se odločiti. In ko dozori do te mere, da noče več tako živeti, ker je to uničuje sama sebe, da to spozna, potem je možna rešitev. Potem se določen majhen procent alkoholikov odloči za zdravljenje, ker mu je še toliko do družine, do otrok, do žene, da mu več pomeni kot alkohol. Potem se odločijo za zdravljenje, čeprav z vsemi obrambnimi mehanizmi, jezo, ne vem kaj in tako naprej, težavo, ampak se odločijo. In potem je možno, da se kaj napravi v nekem takšnem dobrem programu. So tudi posamezniki, ki sami ugotovijo, ne zmore več, pa poiščejo neko pomoč, naprimer pri AA in tako naprej. Večinoma pa, Rugal je rekel, samskih alkoholikov ne znam zdraviti, se ne da zdraviti. Ker ni tega te družine, ni tega veziva, ki tudi zagotavlja neko varno pot potem kasneje. Ker je izziv samskega, vedno znova bo prihajal v to družbo, kateri je in slejko prej poklekne. Ker je pijanska družba, ker tudi dejansko, ko se človek začne zdraviti z družino in tako naprej, zgubi vso to prijateljsko, ker so več ali manj isti ptiči, ki v isti jati letajo, in jih samo po sebi se zgodi, da jih zgubi. Ni to nek težek proces. Da je pa čas, nehaš piti, še vedno z isto družbo zahajaš, slejko prej boš, ker oni na isti način živijo in tako naprej, veste, pijejo in če si trezen, med njimi nimaš kaj početi. Moč biti enak njih. Zdaj, če nimaš drugega in da si del te družbe in da te to vleče, da si jim nočeš odpovedati, boš slejko prej pokleknil, boš slejko prej pil. Moraš. Kaj pa otroci alkoholikov, ki so odrasli? Kakšne travme so tukaj pogoste? Kakšne težave izhajajo iz tega? Pa zanima me tudi to, a je bolj pogosto, da tudi sami postanejo alkoholiki ali je glih kontraefekt, da zaradi tega, ker so vedeli svojega očeta, recimo. Naprimer, če je oče alkoholik, ker je boljše kot da je žena, boljše v narekovajih, če vzemimo to, v narekovajih, nič ni dobro tukaj.
Ampak večina teh mladostnikov že, da si preduša, da tudi kaplje alkohola navijo spil, ker imajo to izkušnjo. Agresije lahko, vsega tega podrtega, neuroze, veste, tudi mati ni normalna v takšnih okoliščinah. Dom ni normalen. Mama, ampak dom je... Mama je razrvana in tudi ne morete varnosti dati otroku in pravzaprav je dvotirno uničevanje otrok, temu rečemo. Na eni strani alkoholizem očeta in scena alkoholična, na drugi strani pa mati, ki pravzaprav živčna, naprimer, se znaša nad otroki. Dostikrat ti kaznuje in tudi tepe in tako naprej, veste? In to gre, otrok lahko razume še kasneje očeta, da je pil, matere pa ne more razumeti. Zakaj je bila takšna. In ko pridejo k meni te odrasli ljudje, vedno z alkoholičnih družin, vedno je kriv oče, bil je takšen in tako naprej. Ne? So jezni na očeta. Kasneje, ko začnejo to dinamiko spoznavati, se ta jeza, oziroma ta žalost, če hočete, vse ta fokusira na mamo. Zakaj je to dopuščala? Zakaj je to dopuščala, zakaj ni ta prav čas odreagirala? In dostikrat tudi mladostniki... Zakaj me ni zaščitila? Točno to. Dostikrat mladostniki prosijo mamo, poslušaj, bežimo preč, ne moramo več, se vidiš, kam gre. In mati ni pripravljena iti. In potem tudi dostikrat pripravljajo, ja, bom očeta jim vzela. Izgovor, ne? Za sebe. Sebe vzela nekaj. Sama ne more z tega začaranega kroga stopiti, pa ne, da bi zdaj tle krivil ali karkoli. Pač ne zmore, ne? In ni dozorela. In dostikrat gre to, seveda, te otroci so v tem vzdušju zrasli, a veste. In otroci alkoholikov nadkompenzirajo ali pa dekompenzirajo. Da postanejo problematični in tudi sami zavozijo svoje življenje in približno 4-5 literatura različno navaja, imajo več možnosti, da postanejo sami alkoholiki. In hčere, naprimer, vzamejo alkoholike za može. Se pravi, ta scenarij, ki se je ponotranjal, da se nadaljuje kasneje v življenju. Čeprav tega nočejo, čeprav nikoli v življenju nam tega, pa ravno alkoholika nabašajo. Se v tem ločijo in zopet alkoholika nabašajo in tako naprej. Ne? Gre za kaj drugega, za druge mehanizme psihološke gre v zadju, zakaj ravno takšne izbore napravijo. Ampak verjetno temu ne bomo, ne? To je psihologija in pa neke zakonitosti, ki tukaj vladajo. Ja, pa na drugi strani ali pa nadkompenzirajo, so nadpoprečno uspešni v življenju. Vendar kljub temu za travmo alkoholizma, ki slej ko prej butne ven. Kako, na kakšen način? Ali sami pridejo hude stiske, ta travma se vleče, veste, in enkrat z nekimi simptomi udari ven. Ali sami v odnos niso sposobni stopati. In ga graditi tako, kot se spodobi. In je kup enih težav, da je v teh odnosih z novo družino, z otroci svojimi, z ženo in tako naprej. In partnerski odnos potem trpi, čeprav sam ni alkoholik, ampak se izraža na nekih drugih življenjskih področjih in morajo pravzaprav te ljudje, če hočejo dozoreti, če hočejo se rešiti vseh teh stvari, predelati odnos s primarno familijo, se pravi z očetom in materjo. In večina ljudi, ne samo, ki izhajajo iz alkoholičnih družin, imajo težave zaradi nerazdelnih odnosov s primarno familijo, z očetom in mamo. In to je za Slovence zelo značilno, ker ostajajo pri 30-34 letih še vedno v mama hotelu in tako naprej. In jih mame ne znajo svojih rok spustiti, očete še nekako, ampak očete svoje vloge ne odigrajo več. Tako da bi otroke odpeljali preč od matere in matere ne na hčere, ampak na sinove fokusirajo se. In te sinovi so pod njenim krilom kot piščeta prkokli, da jih ne spustijo od sebe. Zdaj, če ni dovolj močen oče, če te strukture niso zelo jasno razdelane, da te otroke pošlje v svet, preč od mame, bodo te otroci vedno ob mami živeli in ne bodo mogli v tvoren odnos z novo partnerko stopiti, ker bodo vedno živeli z mamo. To je ta problema, ki je značilen zelo za Slovence. In potem seveda te ljudje niso sposobni v partnerski odnos z v novo familijo vstopati, ker vedno so z eno nogo v primarni familiji in dolžni in odgovorni svoji mami. In potem čez leto, 2-3 žena spozna, da se je poročila z maminim sinkotom in sledi nova ločitev in tako naprej. Ker imajo občutek krivde, občutek dolžnosti in se vedno vračajo k materi in z njo rešujejo probleme, ne svojo ženo. In začetkem seveda to zamegljeno, kasneje pa to butne z vsemi težavami. In ljudje prihajajo k meni, samo 15% alkoholikov, tudi z drugimi težavami, z drugimi simptomi, partnerskimi odnosi porušenimi, faliranosti ali karkoli takega, veste. Ozadje je v 90% nerazdeljeno odnos z očetom in mamo. In potem je to proces, ki približno traja 3 leta, da se to očisti.
ljudje na različne načine to čistijo, da potem to ni več bolečina. Ne, da se človek sprosti, da ni več občutke krivde, občutke dolžnosti in tako naprej, in ti to ureja življenje. In je treba neke stvari napraviti v življenju, da prije do tako imenovanega odpuščanja, kot tudi duhovniki in tudi terapevti v tem govorijo, odpuste pa bo. Ja, ne moreš odpustiti na suho, jaz pravim. Je treba vse te zamere, žalost, jezo, vsem tem je treba dati prostor, da se pride na plan. Človek, hitro doume, zlasti v mojem programu, kaj je vzrok njegovih težav, simptomov. Naprimer, ta odnos, nerazdelan odnos. Par knjig prebere in natančno ve, vendar še vedno trpi, še vedno razumsko ve, ko so prej govorila, stvari razume, vendar še vedno trpi. Se pravi, da ni to proces, da bom jaz spoznal stvar in bo stvar zginila, jo ne bo več, ne bomo več težav, ampak je treba čez proces zdravljenja v narekovaju iti, da se počasi izveneva in na koncu se zgodi trenutek, ko ne boli več. In lahko vstopaš v odnos s svojo mamo, se osvobodiš tega, vstopaš z mamo, brez tega, da bi ranjen prišel potem nazaj domov. To je popolnoma vseeno, ker veš, da se ne bo spremenila, mi pa hrepenimo, da bo oče, mama te naše potrebe zapolnil, da bo drugačen, da se bo on spremenil, ne bojo se spremenili, ampak naš odnos do tega se bo spremenil v tem čiščenju in potem bomo lahko z njim vstopali v odnos, brez da bi bili ranjeni. In takrat smo odrasli. Ja, to je ta očiščenje. Ampak to je moja pot, ni to pod staršev. Imamo pa pričakovanje, da bo starši drugačni in bomo mi za svoje potrebe, kot temu rečemo, zadostili jim. Ker niso bile v tistem obdobju, ko bi morali biti zadoščene, uresničene jih nismo. In trpimo in ne trpimo jih. S temi nezadovoljenimi potrebami smo šli v življenje. In je dejansko jih niti ne moreš več zadovoljiti na takšen način, ko jih bi moral v naravnem, zrelem, zdravem odnosu z korektnim očetom in z ljubečo materjo. In tukaj bi rad sam dodal to, da ta proces, o katerem mi danes govorijo, je možen seveda ne med dvema mamama in dvema očetoma, ampak med mamo in očetom kot biološkim spolom. Psihološko gledano je to zelo jasno. Te gender teorije ne govorijo, karkoli hočejo, te nova spoznanja, ne govorijo, karkoli hočejo, je to ena zmešnjava, ki je, zdaj dostikrat pravim, ki ni razumna in tudi protinaravna. Tukaj smo na tankem ledu, celoten zahoden svet.